Sol Greg Artis, ti si prav na dan slovenskega športa, novi državni praznik, lahko rečemo, ne, ustvaril slovensko športno himno in dal naslov Slovenija zmore. Zakaj Slovenija zmore? Zato, ker dejansko Slovenija zmore. Mislim, če pogledamo naše športne rezultate, naše športne ase in heroje, jaz pravim, kaj počnejo v svetu in kam ponašajo slovensko ime, mislim, da lahko rečemo generalno, da Slovenci resnično zmoremo in znamo, ker v bistvu, jaz lahko rečem, da takšni, ko so športniki, smo pravzaprav vsi Slovenci. Marljivi, pridni, nadarjeni, tako v pesmi rečem, v krvi imamo talent in to se pač odraža tudi na športnem področju. Če bi bilo vsaka panoga v bistvu nagrajena tako kot je šport, če si dober, dejansko si prvi in dobiš medaljo, mislim, da bi v vseh panogah Slovenci dobili zlato kolajno, tako delavci, tako pač kulturniki, umetniki in tako naprej. Tako da dejansko Slovenija zmore. Tvoje ime sicer asociira na drugačen glasbeni stil, odločil si se pa, da v vsaj tem komadu uporabiš tudi harmoniko. Zakaj ravno harmoniko? Harmonika je zaščitni znak Slovenije. Ne more biti himne brez harmonike. To je moje mnenje. Tudi sam sem dolga leta igral narodno zabavno glasbo v tujini, v Avstriji in nekako ne slišim, da bi lahko bila himna brez tega zaščitnega znaka. Tako da uporabil sem tisto svoje znanje, ki sem ga pridobil na 30-letni glasbeni poti, ampak tukaj brez harmonike nisem mogel. Pričakuješ, da bojo v prihodnosti slovenski navijači to himno prepevali tudi na velikih športnih prireditvah? Zelo si želim, da bi jo. Jaz upam, da jo bojo slišali in da jim bo všeč. In kolikor jim bo všeč, se zelo veselim, da bomo skupaj prepevali. Da. Torej, zmoremo. Zmoremo in znamo.